3. 1, 2, 3. Pa daš, Ano! Pa kako se lahko skozi letavaš v moje noge? No, odej pa tle hod. Mislim, mej. Gremo. 1, 2, 3. Lepo, skozi se mi nastavljaš, no, kaj ti je? Če sem pa vse pozabila, no. Ja, veš kaj, kar hitro se spomnim. Povabljena sem na poroko in jaz ne vem, tako nekateri tam sedel, jedel pa pil. Jaz bi rad tam se zabaval pa plesal, ne? A bo šlo? No, ne zgleda. Greva. Daj. 1, 2, 3. Ti si res neverjetna, no. Ja, kaj? To si ti kriv, ker si slep učitelj. Zdaj sem pa jaz kriv. Ja, ker ne znaš učiti. Boš šla pa v plesno šolo. Ja, veš kaj, to je pa najboljša ideja, zaradi tega, ker naj se oni tam mučijo s tabo, ker si totalen netalent. Pet greva v plesno šolo. Se bi zafrkava. Katarina, vidim, da imate zelo lep parket po tleh. Iz kakšne vrste lesa je v bistvu to? Mislim, da je to ena vrsta tika. In mislim, da se imenuje merbau. To bolj moj dragi ve, kaj on izbiral. Jaz sem samo zbirala, če je v redu občutek na njemu, on je pa zbiral kvaliteto. Kako pa to, da se niste odločili za kakšen laminat ali pluto ali kaj takega, to ne gre? Ne, laminat pa sploh ne, saj smo v plesni dvorani. Jaz mislim, da bi vse plesne dvorane mogle po svetu in tudi v Sloveniji bi mogle imeti pravi parket. Kako je pa kaj s poškodbami pri plesu na parketu? Slišal sem, da menda kolena manj trpijo, če se pleše na parketu. Je to res? O, ja, seveda. Ne, sploh na takem, ki je malo vibracijski, ki vibrira in malo, kako bi rekla, zaščiti naše sklepe, je zelo dobro, čeprav bi pa rekla, da samo na parketu se da dobro plesati. Ker naši plesni čevlji imajo poseben podplat in na parketu res lahko plešeš s pravim občutkom, na pravilni način. Kaj pa petke, a kaj poškodujejo, oziroma a kaj negujete parket? Ja, parket se enkrat tedensko neguje, se ga boža skozi. Poje pesmice. Zdaj na začetku sploh, ker je še toliko lep, ker še ni nič uničena, vsaka praska jo vidim in se sekiram zaradi nje. Drugače pa petke uničujejo, plesni, uničujejo parket, zato ker v petkah imamo take žeblje, in te žeblji, če pač petke so preveč znucane, te žeblji uničujejo. Zato pri nas se da dobiti eno tako zaščito plastično, ki jo natakneš na petko in potem ta peta ne uniči parketa. Zdaj pa z Dašo so zadnjič gledali eno tekmovanje, kjer so plesali in en plesni par padel. Zdaj, Daša je rekla, da nista bila narodna, da je kriv parket, jaz sem rekel, da sta bila narodna. Zdaj ne vem, kaj je ponavadi. Ne, to pri plesu, če padeš, ti nič ne odbijajo, tako da to ni nobena minus točka. Včasih dobiš celo aplavz in je to dobro, potem privabiš poglede tudi drugih in mogoče tudi sodnikov. Drugače pa parket mora glih prav štopati oziroma glih prav drseti. In ker imamo mi semiš na podplatu, to, če imaš star čevelj, hitro začne drseti. In je potrebno imeti eno tako krtačko in skrtačeš podplat in potem je še dobro ga naoljiti. In to ne kar z navadnim oljem, to mora biti ricinusovo olje. Ni kuhinjsko? Ne, kuhinjsko preveč drsi. Ricinusovo glih prav teče. Svinjska mast. Tako, zdaj pa medva greva na eno poroko in se moramo naučiti plesati. Sicer jaz znam, Daša, ti bolj ne? To je pa ponavadi. Ženske pravijo, da znajo, pa moški ne, to pa zdaj. Ja, no. Pri nama je glih drugače. Lepo slišati. Ker potem ženske se hitrejš navadijo. Če moški zna, ona se mu samo prepusti in zna plesati. Moški vodi, ne? Ja. In seveda medva bi se rada malo naučila, ampak preden se začnemo učiti, bi rada videla, kako to zgleda, če zares obvladaš. Bi se dala. Dobrodošla z mano na naš trening plesnih zvezd. Super. Gremo pogledat. Gremo. Od začetka!
pa ne smeš